Kandidatura dr. Danila Türka je velik izziv za slovensko diplomacijo. Prepričan sem, da gre za zelo prepoznavnega kandidata. Mi smo že doslej v okviru diplomatske mreže tudi sam v bilateralnih in različnih srečanjih promoviral kandidaturo dr. Danila Türka. Moram reči, da praktično vsi zunanji ministri in drugi poznajo dr. Danila Türka, nenazadnje je bil pomočnik generalnega sekretarja, tako da ocenjujem, da ima dobre možnosti. V pogovorih, ki sem jih imel tudi s stalnimi članicami Varnostnega sveta, ima določeno podporo, nikjer nisem doživel, da bi bili kakšni dvomi. Kar se pa tiče slovenske notranje politike, pa lahko zelo jasno povem, da to ne bo imelo nobenega vpliva na uspeh njegove kandidature. Tukaj je bistveno, kako se bodo odločile stalne članice Varnostnega sveta. Zlasti sta ključna Združene države Amerike in pa Ruska federacija. Ne bi bilo vseeno bolje, če bi bilo tudi v sami državi, ki ga kandidira? Žal je Slovenija takšna država, da glede takšne podpore ni za pričakovati, ne glede na to, za koga gre. Še na aktualno trenutni odnosi med Iranom in Saudsko Arabijo zaostreni, ima tu Slovenija kakšno stališče, kako se tu pozicionira? Moram reči, da smo zelo zaskrbljeni, ker to lahko sproža novo eskalacijo nemirnosti, nestabilnosti v regiji. Mislim, da dogovor o jedrskem programu je bil korak v pravo smer, medtem ko ta napetost med Saudsko Arabijo in pa Iranom pa lahko bistveno poslabšajo razmere v regiji. To bo pa seveda imelo tudi posledice za Slovenijo, za Evropsko unijo, ker to bo povzročilo še močnejši migracijski val. Zato upam, da bodo obe regijski sili našli nek skupen jezik in da se bodo zadeve pomirile. Vendar glede na vse to, kar se dogaja, ni za pričakovati, da bi se zadeve v kratkem lahko stabilizirale, kar se tiče odnosov med Iranom in pa Saudsko Arabijo. Gospod minister, lahko mogoče še vi kot član koalicije komentirate kandidatko za stalno pripravljenost Jaz moram najprej čestitati finančnemu ministru za naziv, ne glede na dodatke, z ali brez. Mislim, da smo lahko ponosni, da imamo takšnega finančnega ministra. Glede dodatkov pa je to stvar fakultete, stvar ustreznih organov in tako kot je že povedal predsednik vlade, naj minister pač pojasni to zadevo. Premalo vem, da bi lahko komentiral. To je bilo za pričakovati. Treba vedeti, da samo v lanskem letu je prišlo v Evropsko unijo 1 milijon migrantov, da se pričakuje tudi v letošnjem letu, da se bo ta številka povečevala, ne zmanjševala in zato vsaka država, glede na to, da ni v tem trenutku neke celovite evropske politike do tega migracijskega vala, pač sprejema ukrepe, ki so v skladu z njenimi nacionalnimi interesi. Podobno tudi počne Slovenija, ne glede na to razpravo o tehničnih ovirah, vendar mislim, da bi bilo zelo neodgovorno strani vlade, da ne bi se pripravljala tudi za najbolj črne scenarije. Mi pričakujemo tudi glede na ocene različnih mednarodnih organizacij, med njimi tudi Visoki urad za begunce, da bo spomladi migracijski val se okrepil. Glede na izkušnje, ki smo jih že imeli na naši južni meji, gre zlasti za razpršitev tega migracijskega vala. Mislim, da je prav, da vlada sprejema ustrezne ukrepe. Jaz se bojim, da Evropa ne bo nikoli več takšna, kot je bila. To ni več tista Evropa izpred 25 let ali pa iz leta 2004, ko smo se veselili. Evropa je danes soočena s številnimi izzivi,
grško krizo, migracijsko krizo. Veste, da bodo Britanci letos na referendumu odločali o svoji prihodnosti znotraj Evropske unije in to so izzivi, ki spreminjajo Evropo, ne samo Evropo, lahko tudi vidimo, da se spreminja svet, da se politične moči selijo. Tudi terorizem, s katerim smo bili v lanskem letu soočeni v osrčju Evropske unije, kaže na to, da bodo pač potrebne ustrezne strategije in ukrepi, če želimo, da bomo lahko uživali blagostanje, ki ga nam nudi Evropska unija. Odprtih meja znotraj Schengena očitno vsaj še nekaj časa, da bi brez dokumentov oziroma brez pregleda potovali v Schengena, verjetno tega ne bo več. Poglejte, glede na to, da se varnostne razmere zaostrujejo, je povsem normalno, da države pač tudi zaostrujejo svoj nadzor in zelo brezskrbno bi bilo, da tega ne bi storili. Tudi Slovenija, kot veste, poostruje ta nadzor. Nenazadnje že sami ste ugotovili, da slovenska policija odkriva tudi tuje borce, ki so se borili v Siriji. Mene bi bolj skrbelo, če tega ne bi odkrivali. Gospod minister, pred letom niste napovedali priznanje Palestine v letu 2015 in dejali, da se boste osebno za to zavzeli. Pa me zanima, ker se to ni zgodilo, zakaj se ni, pa če drži, da je koalicija jeseni ta predlog umaknila iz terminskega plana državnega zbora. Poglejte, kar se tiče odločitve o priznanju Palestine, ta je znotraj vlade sprejeta, dogovorjena, gre pa za časovno okoliščino, kateri je tisti najbolj primeren trenutek, ker samo priznanje samo strani Slovenije nima takšne sporočilne moči, kot če to storimo v nekem trenutku, ko bi to naredile več članic Evropske unije. Jaz sem prepričan, da v letošnjem letu bo prišlo do priznanja Palestine strani Republike Slovenije. Zakaj bo letos okoliščine boljše kot lani? Vidite, kakšne so te okoliščine v mednarodnem prostoru, da so zelo zaostrene in jaz mislim, da je potrebno tudi to odločitev prilagoditi glede na mednarodno situacijo. Zagotavljam pa, da bomo v letošnjem letu ta korak storili. Hvala lepa.